Živijo, moje ime je Andrej Prešolja, sem growth marketer pri zagonskem podjetju Kobi. Kobi je e-bralnik, ki dislektičnim otrokom pomaga pri učenju branja. Moja naloga v podjetju je iskanje informacij o strankah in nato uporaba teh informacij za višanje rasti produkta in podjetja. Že predtem sem soustanovil podjetje Creative Solutions, s katerim delamo storitve navidezne in obogatene resničnosti za namene marketinga in trening simulacij. Moj background je torej v marketingu in rasti, danes pa bomo v videu govorili predvsem o poziciji na trgu oziroma tem, kako stranke razumejo naš produkt. Če imate stranke, ki vas ljubijo, nove stranke pa ne razumejo, kaj prodajate. Če ima vaše podjetje dolg prodajni cikel in nizke konverzije, če vas stranke zapuščajo, če stranke pravijo, da imate previsoke cene, imate najverjetneje problem pri poziciji na trgu. V tem videu si bomo pogledali, kaj dobra pozicija na trgu vključuje in kakšne so najpogostejše napake, ko produkt postavimo na trg. A začnimo na začetku. Kaj je positioning? Positioning je namerno grajenje konteksta okoli našega produkta. Ko ljudje vidimo nekaj novega, poskušajo možgani to dati v neko kategorijo, narediti ven iz nesmisla smisel. Zato iščejo indice, ki so nam znani, da lahko zadevo popredalčkajo. Če si na primer pogledamo, kaj je na sliki, bo polovica ljudi rekla, da je to telefon, druga polovica pa bo rekla, da je to tablica. Čeprav mogoče takega produkta niste videli še nikoli ali pa ga morda nikoli niste držali v rokah, takoj vidite, da je nekako v obliki telefona, ima ekran, kar je čudno, je to, da se prepogne. Ključen podatek je telefon, ki se prepogne. Se pravi, kljub temu, da smo produkt videli prvič, lahko pričakujemo, da z njim delamo klice, lahko z njim pošiljamo SMS-e, lahko čekiramo Facebook, lahko se slikamo za Instagram, lahko posnamemo video za TikTok. Povedano drugače, primerjali ga bomo z ostalimi telefoni. Če Samsungov nov izdelek tega ne zmore, potem to ni telefon, oziroma naših pričakovanj ne bo izpolnil, bo ostal na policah. Ljudje ga ne bojo razumeli, ga ne bojo kupovali. Kontekst nam pomaga razumeti, kaj je pomembno. Samsung lahko tukaj celo zgodbo spremeni. Kako? Tako da namesto prepogljiv telefon, pač to napravo kliče prepogljiva tablica. Sedaj dobi produkt v naših glavah povsem drugačne lastnosti. Kar naenkrat, to ni več težak in velik telefon, mogoče primeren za tiste, ki potrebujejo večji ekran in jih teža ne moti, ampak manjša, bolj prenosna tablica, primerna za tiste, ki bi imeli tablico, pa bi jo radi spravili v žep. Takoj se torej spremeni ciljno občinstvo. Če bomo telefon kazali ljudem, ki želijo tablico, produkta ne bodo želeli. Enako velja tudi obratno. Težava positioninga je v tem, da če našega produkta ali storitve ne pozicioniramo namerno, potem se bo stranka sama odločila, kako bo na naš produkt gledala. Stranka se bo torej v tem primeru sama odločila, a je to zdaj telefon, a je to tablica. Tega nočemo. Ljudje imamo močno prebojno domišljijo in znamo iz telefona dejansko narediti letalo. Dati jim moramo torej kontekst, da dobi stranka pravo idejo, kaj zdaj naš produkt je in kaj dela. Povedano drugače, produkt mora ustrezati predstavi stranke, sicer ga stranka ne bo razumela, jo bo razočaral. Stranke rabijo o vas, kar se da hitro zvedeti 3 stvari. Prvič, kaj ste oziroma kaj je vaš produkt. Drugič, kakšno težavo rešujete oziroma kakšno vrednost ponujate. In tretjič, zakaj mene kot stranko to sploh zanima. Hitreje, kot pride do razumevanja teh 3 stvari, manjši bo črn ljudi oziroma manj ljudi nas bo ignoriralo. Ljudje imamo namreč zelo kratek attention span. Spravi, če si predstavljamo, da vidimo oglas za nek produkt na Facebooku ali Instagramu, če takoj vidimo, kaj produkt je, kakšno težavo rešuje in lahko ugotovimo, ali me stvar zanima, bom na oglas morda kliknil. Če vidim neko stvar, ki je ne razumem, bom preprosto scrollal naprej. Recimo, da razmišljam o nakupu novih Adidas, ker so mi zdajšnje začele prepuščati vodo. Zvečer se uležem na kavč, odprem Netflix, zraven scrollam po Facebooku. Če na Facebooku vidim oglas za Adidaske, me mogoče to zanima, ker jih kupujem. Če na Facebooku vidim oglas, v katerem je izpostavljeno, da so Adidaske nepremočljive, bom na oglas definitivno kliknil in smo že veliko bližje nakupu.
Če zdaj na landing pageu dobim še nor popust, je to ponudba, ki je ne morem zavrniti. Zakaj? Ker sem takoj izvedel, kaj produkt je, kakšno težavo mi bo rešil in produkt me trenutno zanima, ker imam konstantno premočene noge. Kontekst spremeni vse. Najbolj znan primer podjetja, ki je popolnoma zamenjalo trg, je Netflix. Netflix je na začetku konkuriral Blockbusterju na trgu izposojevalcev DVD-jev. Netflix je videl, da se navade ljudi z novimi tehnologijami spreminjajo in se je skozi leta prepozicioniral v streaming servis oziroma v ponudnika pretočnih vsebin. In tam je eksplodiral. Blockbuster recimo podobnega premika ni naredil, zato zdaj obstaja samo še v kultnih TV serijah, ki pa jih gledamo na Netflixu. Vidimo torej, kako strankino razumevanje našega produkta hitro naredi razliko med uspehom in propadom. Če na primeru Netflixa zdaj odgovorimo na vprašanja, ki smo jih prej omenili. Kdo smo? Netflix je ponudnik pretočnih vsebin. Kakšno težavo rešuje oziroma vrednost ponuja? Takojšen in neomejen dostop do najboljših filmov in serij na spletu. Zakaj mene kot stranko to zanima? Ker želim pogledati TV serijo, o kateri govori cela šola, takoj zdaj. Ključen dodaten element v resnici ni pomembno, kaj za eno težavo mi mislimo, da rešujemo. Ključno je, kako stranka opiše to težavo. Če stranka svojo težavo opisuje drugače kot mi, imamo problem neskladja pričakovanj. Recimo, da prodajamo uro. Kot proizvajalec ur pričakujemo, da stranki vrednost predstavlja to, da z našo uro vedno ve, koliko je čas. Potem, ko stranka v resnici uro kupuje kot modni dodatek. Ura je lepa. Tudi če po naključju naredimo prodajo ali dve, bo zaradi nerazumevanja strankinih želja razvoj ure zagotovo šel v napačno smer in podjetje bo sčasoma izgubljalo stranke. Mi bomo delali vedno bolj natančno uro, ki bo točno prikazovala čas, medtem ko bo stranka želela vedno lepšo uro. Da do takega neskladja ne pride, moramo ohranjati stik z našimi strankami. V naslednjem delu videa bomo pogledali, kako produkt pravilno pozicionirati na trg. Pogosto se ne zavedamo, da produkt pozicioniramo še preden se sploh lotimo projekta. Ko smo mi pred 3 leti začeli delati na projektu Kobi, smo si rekli, naredili bomo mobilno aplikacijo. Nismo se zavedali, da bomo samo s temi 2 besedami že definirali naš trg. Definirali smo kontekst, torej ceno in maržo. Cena je nekje med 0 in 150 € letno, ker toliko približno stanejo mobilne aplikacije, ter 66% marže, ker ostalo pobere Google in davek. Definirali smo grobo ciljno skupino, mlajši od 55 let, ker starejši redkeje uporabljajo mobilne aplikacije. Definirali smo konkurenčne rešitve, torej naprimer druge mobilne aplikacije, knjige, spletne rešitve, spletne programe, tutorje. Definirali smo tudi ključne značilnosti našega produkta. To, da je vedno na dosegu roke, da je aplikacija animirana, da ima različne nivoje težavnosti. V grobem smo definirali tudi razvoj. Naprimer, morali bomo razviti gamifikacijo aplikacije. Vse to smo definirali, kljub temu, da nismo še niti začeli delati na produktu. Vaš uspeh lahko torej temelji na odločitvi, ki ste jo naredili preden ste se lotili dela in se je morda niti ne zavedate. Poznamo 2 tipa positioninga, nenamerno in namerno pozicioniranje. Nenamerno pozicioniranje ali v angleščini default positioning pomeni, da se držimo tega, kar se od produkta pričakuje, pogosto tega, kar imamo že od začetka v naši glavi. April Dunford v svoji knjigi Obviously Awesome da odličen primer. Predstavljajte si, da ste pek. Zamislite si, da boste naredili novo torto za prestižno tekmovanje slaščičarjev. Ampak seveda na tekmovanju rabite nekaj, da bo ful drugačnega, da boste izstopali. Probate nekaj različnih stvari, na koncu se odločite, da boste naredili torto, ampak manjšo torto. V resnici ful manjšo. In naredili jo boste bolj praktično za jesti. Se pravi, jo boste dali na palčko. Greste na tekmovanje in komisiji pokažete vaš nov izum. Torta na palčki je kot torta, ampak je manjša in jo ješ kar s palčke.
Komisija pogleda ta vaš izum, vam pove, sorry, to ni torta, ker torta se je na krožniku, z vilico. Vaš produkt ne prejme nerazumevanja, kaj šele nagrade. Greste nazaj v svojo pekarno, se usedete in res premislite o tem, kaj ste naredili. Nekaj sladkega, je na palčki, ni mrzlo, se pravi ni sladoled, lizika. Naredili ste torej liziko z okusom torte, ki jo boste gladko prodali barom, bari pa jo bodo naprej ponujali svojim strankam zraven kave. Lizika že ima lastnosti, ki jih ima vaš nov produkt, zato je kupcem bližje. Vaš produkt je kot lizika, ampak za vse ljubitelje tort, ker že ima okus torte in konsistenco torte. Pogosto se držimo neke ideje, ki smo jo imeli v glavi, ko smo začeli delati na projektu. Projekt, trg, stranke se med razvojem spremenijo, razvijajo, zato moramo razvijati tudi positioning našega produkta oziroma naše storitve. Na drugi strani nenamernega je namerno ali zavestno pozicioniranje, v angleščini deliberate positioning, ki pomeni, da res razmislimo, kam bi lahko naš produkt postavili, da bo zadovoljil želje določene ciljne skupine. Pridemo na dan z rešitvijo, ki ustreza vidiku naše stranke. Odlična pozicija na trgu vključuje 7 stvari. Prva stvar, ki jo vključuje dobro premišljena pozicija, je strankin pogled na težavo, ki jo rešujemo, in alternativne načine reševanja te težave. Vse se vrti okoli stranke. Če razumemo, kako stranka gleda na težavo, jo lahko zelo hitro pripeljemo do aha momenta, ki je ključ do prodaje. Ne pozabite, da se osredotočimo na perfect fit stranke, se pravi, le tiste stranke, ki jim ponudimo največjo vrednost. Te stranke definirajo nadaljen razvoj naše blagovne znamke in naših produktov oziroma storitev. Pozicije na trgu ne moremo definirati brez, da bi govorili s strankami. Brez jasne pozicije na trgu pa bo naše podjetje propadlo. Še enkrat torej poudarjam, dajte govoriti s svojimi strankami. Naprej, dobro premišljena pozicija na trgu vključuje, kako smo drugačni od teh alternativ, ki smo jih pravkar omenili, in zakaj je naši stranki to pomembno. Drugačnost je vaš secret sauce, je nekaj, kar lahko ponudite, kar alternative ne morejo. Če pomislimo na primeru Adidas, je drugačnost, ki me trenutno zanima, njihova vodoodpornost. Tretja točka dobrega positioninga je vrednost. Kakšno vrednost prinesem stranki? Oziroma, povedano drugače, zakaj stranko vaš secret sauce sploh zanima? V primeru Adidas je vrednost med suhe noge. Naprej moramo upoštevati karakteristike stranke oziroma persone. To je osebe, ki res ceni, kar lahko vi doprinesete k rešitvi njene težave. O personah smo govorili v prejšnjem videu. Ta persona mora biti fit na vrednost, ki jo naša drugačnost ustvarja. V primeru Adidas sem ta persona jaz, ki sem v nakupnem procesu. Naslednja stvar, ki jo mora upoštevati positioning, je kategorija na trgu, ki izpostavi vaše prednosti in jih predstavi vašim perfect fit strankam. Kategorija na trgu mora narediti vaše prednosti očitne, hkrati pa vas mora stranka v tej kategoriji tudi najti. Če vas stranka išče na policah v trgovini, vi pa se prodajate na spletu, vaš stranka pač ne bo najdla. V primeru Adidas se je oglas pojavil na Facebooku, prav tam, kjer sem bil tudi jaz. Predzadnja stvar, ki jo moramo upoštevati, so trendi. A lahko izkoristim nekaj, kar je trenutno zelo popularno, in ta popularnost pomaga pri prepoznavnosti našega produkta. Ker če uporabnik izbira med vami in vašo konkurenco, konkurenca sledi trendom, vi pa ne, bo stranka mislila, da je konkurenca boljša, ker je trenutno bolj relevantna. In vi boste izgubili potencialno prodajo. In še zadnja stvar, dober positioning pritegne naše perfect fit kupce, a tudi odvrne slabe stranke, torej stranke, katerim ne dodajemo vrednosti. Te stranke nam zgolj jemljejo energijo in čas. V primeru B2B podjetja, koliko ponudb spišete v prazno, ker stranka išče nekaj, kar v resnici vi sploh ne ponujate oziroma ste za njo predragi. V B2C prodaji, koliko slabih reviewjev dobite. Slabe ocene pogosto niso težava s produktom samim,
ampak z razliko med pričakovanjem in vrednostjo, ki jo je stranka dobila, torej problem razumevanja oziroma naše razlage. V zadnjem delu videa si bomo ogledali še najpogostejše napake pri pozicioniranju na trgu. Prva napaka je, da ne znamo iz lastnega okvirja. O produktu razmišljamo kot o nečem, kar smo na začetku želeli zgraditi, ne vidimo pa, da se je produkt vmes spremenil v nekaj povsem drugega. O tem smo govorili že skozi celoten video. Pomembno je, da pozabimo vse, kar vem, vse, kar se nam zdi samoumevno. Pregledamo torej samo dejstva, kaj je naš produkt, kaj je iz njega nastalo, je to, kar počnemo, še vedno res. Če dam samo en primer. Prav pred par dnevi sem zasledil točno tako težavo. Pred leti sem uporabljal neko specifično aplikacijo za delanje zapiskov na telefonu. Nato sem na njo pozabil, osnovna beležka na telefonu je bila zame več kot dovolj uporabna. Sedaj sem se spet znašel v situaciji, ko rabim na telefonu delati zapiske in jih sinhronizirati z računalnikom. Seveda sem takoj pogledal to isto aplikacijo, a še vedno obstaja. Aplikacijo sem našel v trgovini Google Play. Na hitro sem pogledal slike in opis. Na prvi sliki vidim tekst Simplify note-taking, torej poenostavi deljenje zapiskov. Super, si mislim, to je to, kar rabim. Enostaven app za delanje zapiskov, ki jih lahko nato vidim na računalniku. Kliknem na gumb Prenesi in aplikacija se mi naloži na telefon. Oprem app, mi ponudi možnost prijave. Kliknem na prijavo z mojim Google računom in aplikacija mi tega ne dovoli. Pravi, da moj račun potrebuje geslo. Geslo. Ok, poskušam upisati nekaj, kar mislim, da sem pred leti uporabljal in aplikacija geslo sprejme. To, v prvo. Ampak aplikacija mi še vedno ne dovoli dostopa. Geslo je bilo sicer pravo, a ga moram zamenjati, ker aplikacije nisem preveč časa uporabljal. Ok, moja energija, moja euforija hitro pade. Kliknem, naj mi pošljejo mail s povezavo do spremembe gesla, spremenim to geslo, aplikaciji novo geslo ni všeč. Mora vsebovati velike, majhne črke, posebne karakterje, biti dolgo vsaj 8 znakov, za nek enostaven app za delanje zapiskov, kdo mi pa noter vdrl. Popravim geslo, app me spusti noter. Ok, končno. In glej, še nekaj starih zapiskov izpred 5 let. To bo zabavno branje. Kliknem na beležko, na kar dobim opozorilo. Opa, če želiš odpreti stare zapiske, moraš plačati 60 € za letno naročnino, v tistem momentu sem app zbrisal. Se pravi, razvijalci aplikacije so mi na prvi sliki v Google Play trgovini obljubili, da je to simple app za ustvarjanje zapiskov. Nič od tega postopka, skozi katerega sem moral iti, ni bilo enostavno. Razen zadnjega koraka, ko sem app zbrisal in iz trgovine potegnil konkurenčno rešitev. Če bi kdorkoli izmed ekipe, kadarkoli, šel skozi ta proces, bi najverjetneje marketinškemu oddelku omenil, da app je morda res bil simple pred 5 leti. Ampak danes se je razvil v kompleksen software, produkt se je spremenil. S tem bi se morala spremeniti tudi njegova pozicija na trgu in s tem bi se morala spremeniti tudi marketinška besedila. A se niso. In rezultat tega je, da opis obljublja nekaj, app tega ne izpolni in jaz imam na koncu slabo izkušnjo. Kljub temu, da bi ob dobri izkušnji z veseljem plačal 60 € za rešitev moje težave, je slaba pozicija na trgu poskrbela, da se nakup nikoli ne bo zgodil. Druga napaka pri pozicioniranju na trgu. Trg se je spremenil in naš produkt ne ustreza več kupcem, ki so se spremenili s trgom. Prej smo imeli primer Blockbusterja in Netflixa. Trg se je spremenil. Netflix je to zaznal in svojo ponudbo prenovil, Blockbuster pač ne. Zato je Netflix danes ogromno podjetje, saj je znal izkoristiti nov, razvijajoč se trg, zadnji Blockbuster pa so zaprli leta 2014. Tretja napaka. Pri pozicioniranju se osredotočamo na produkt. Pozabite vaš produkt. Produkt pride v drugem planu. Važna je stranka. Produkt se bo spremenil glede na željo stranke in ne obratno. Stranka se ne bo spremenila. Bistveno lažje je spremeniti produkt. Ključno je torej, da razumemo stranko in njene težave, produkt pa gradimo okoli teh težav.
Izdelava produkta in nato iskanje kupcev za ta produkt je najpogostejša napaka v svetu startupov. Vsak nekako misli, da mu bo uspelo, le redkim tudi uspe. Izogni se tej napaki s tem, da začneš pri težavi stranke in se osredotočiš na rešitev, ne na lasten produkt. Četrta napaka. Produkt pozicioniramo enako za stranke in investitorje. Stranke imajo težavo sedaj, potrebujejo takojšnjo rešitev. Investitorji želijo videti, kje bo vaš produkt v prihodnosti. To sta dva popolnoma različna produkta. Stranke so pripravljene sprejeti nekako okoren produkt, če jim le ta reši osnovno težavo. Stranke iščejo evolucijo. Trenutno delam nekaj tako, z novim produktom delam to malo drugače, malo boljše. Stranke ne iščejo revolucije, ker revolucija bi pomenila, da so te sedaj delali nekaj močno narobe. Prav nasprotno pri investitorjih. Investitorji želijo videti, kje boste čez 5 let. Kako boste revolucionirali določen trg? V revoluciji se skriva poslovna priložnost, zato moramo to revolucijo investitorjem pokazati. In kaj se zgodi, ko podjetje ali produkt repozicioniramo? Nov positioning praktično pomeni novo zgodbo. Dobimo torej nova besedila za potrebe marketinga, nov razvojni plan, novo spletno stran, nov pricing, morda celo novo podobo podjetja in tako naprej. Vsak oddelek dobi svoje zadolžitve. Ko jih izvedemo, imamo projekt ali produkt repozicioniran. Če smo o positioningu premislili, nas bodo stranke sedaj bolje razumele in s tem gremo boljšim rezultatom naproti. Zavedam se, da positioning ni tako seksi tema kot pridobivanje strank ali prodaja. Težava je v tem, da če se pozicioniranja ne lotimo namerno, se bo v glavah naših strank zgodil avtomatsko. Z razlogom pravimo, da ne obstajajo podjetja z dolgo tradicijo in slabo pozicijo na trgu. Positioning je namreč temelj, na katerem gradimo tako marketing kot prodajo. Positioning skrbi, da nas stranke razumejo in stranke ne bodo kupili produkta, ki ga ne razumejo, ne glede na to, koliko denarja zmečemo v marketing ali prodajo. Zato dajte skozi prejšnje točke preveriti, kako močna je vaša pozicija na trgu in kje jo lahko še izboljšate. Hvala za pozornost.